Pogovori. Jezikovni pogovori. Kopščina je najpopolnejši in najbolj premišljen jezik, kar jih poznam, je zapisal francoski jezikoslovec Jean-François Champollion. Kopščina je zadnja razvojna stopnja egipčanskega jezika, ki se uporablja predvsem kot liturgični jezik koptske cerkve. Sodi med najstarejše še živeče jezike. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani so pripravili brezplačni tečaj kopščine, nastaja pa tudi prva koptska slovnica v slovenskem jeziku. Kopščini bomo namenili 2 oddaji. V prvi bomo govorili o njeni zgodovini, v drugi pa o njenem poučevanju. Gostje so dr. Janci Glenečki z odseka za egiptologijo in koptologijo Centra za bližnjevzhodne študije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Jošt Martinčič, študent 2. letnika magistrskega študija primerjalnega jezikoslovja in francistike, ter Dominik Krapeš, ki na Univerzi Ludvika Maksimiljana v Münchnu na študijski izmenjavi študira kopščino na Inštitutu za egiptologijo in koptologijo. Pozdravljeni vsi skupaj. Dober večer. Dober večer. Predvidevam, da je v ozadju vašega zanimanja za kopščino zgodba. Kakšna je? Zakaj se toliko posvečate kopščini? Moja zgodba z kopščino je seveda moja osebna zgodba, ampak na nek način je pa tudi univerzalna zgodba. Namreč, ko sem se ukvarjal z grško filozofijo, sicer predavam na oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in v času doktorata sem v Münchnu raziskoval predsokratsko grško filozofijo. In tako sem naletel na neko knjigo Petera Kingsleyja z naslovom Ancient Philosophy, Mystery and Magic, ki je šla pri Oxford University Press in ki opisuje, kako so predsokratski miselni tokovi potem v času klasične grške filozofije, torej Sokrata, Platona, Aristotela, šli nekako v ozadje, v podtalje in se pozneje v Egiptu, v helenističnem, poznantičnem Egiptu znova pojavili. In tako je nekako moj fokus iz predsokratske filozofije zašel tudi v pozno antični Egipt. In ker je bilo v Münchnu mogoče takrat in še zdaj je študirati egiptologijo in koptologijo, sem se pridružil tečaju kopščine in začel spoznavati ta jezik, ki sem ga potem začel nadalje raziskovati, ne toliko jezik, ampak koptsko kulturo, koptsko meništvo, puščavništvo sem potem začel raziskovati po zaključku doktorata. In ustvarili ste največji arhiv grafitov koptskih menihov. Tako, ja, torej na Filozofski fakulteti imamo nek projekt, ki že dlje časa poteka, imenuje se Arhiv koptske meniške dediščine in v okviru tega projekta dokumentiramo predvsem ogroženo meniško dediščino v puščavah Egipta. Začeli smo v vzhodni puščavi, pa v srednjem Egiptu, potem pa razširili to dokumentacijo na celoten Egipt. In znotraj tega arhiva je seveda ogromno fotografij koptskih grafitov, se pravi napisov, ki so jih koptski menihi pisali v svojih celicah, v svojih samostanih in so še danes vidni in s pomočjo digitalnih orodij, zlasti digitalne fotografije in potem različnih programskih oprem je mogoče te grafite nekako znova narediti vidne in naša naloga je, da poskušamo zdaj te grafite razvozlati in prevesti. Dominik Krapeš, zakaj se vi zanimate za kopščino? Kakšna je vaša zgodba? Jaz sem že za diplomsko nalogo obravnaval grške očete in aleksandrijsko teologijo in potem v zadnjih 2 letih smo dobili preko Filozofske fakultete več priložnosti, da lahko obiščemo Egipt. Bili smo na raznih delavnicah in simpozijih, obiskali smo tudi razne samostane, kjer se je vse začelo. In zdelo se mi je, da je nekako kopščina, pa še zame posebej koptska filozofija, koptska teologija nekako nek logični naslednji korak
naprej v mojem raziskovanju. Jošt Martinčič. Ja, moje zanimanje za kopščino je za razliko od Dominika, od profesorja, precej bolj jezikoslovno naravnano. Ne vem, vse se začne z nekim splošnim zanimanjem za jezike. To se nekako zoža na zanimanje za antične jezike, kar me privede do seveda primerjalnega jezikoslovja, ki ga z veliko srečo lahko študiram na Filozofski fakulteti. O širšem zanimanju za kopščino v prihodnji oddaji, mi pa se bomo osredotočili na zgodovinski razvoj. Čas nas priganja, nimamo veliko časa, in ta zgodovina je izjemno bogata. Kopščina je na nek način dvojezična različica z dvema staršema, egipčanskim in grškim. Kako je nastala? Ja, v bistvu, če govorimo o dveh starših, se moramo zavedati, da ne gre v tem primeru vsaj za dva biološka starša. Namreč pri tej analogiji lahko za biološkega starša označimo le egipčanščino, staro egipčanščino, ki je prednica, predhodna razvojna stopnja kopščine. Drugi jezik, udeležen, pa seveda je grščina, ki pa je v bistvu imela v razvoju kopščine vlogo superstrata, torej jezika vladajočega sloja, ki seveda s svojo prisotnostjo na mnogo načinov vpliva na jezik širšega ljudstva. Bi še kaj dodali, gospod Ciglenečki? Ja, mislim, nasplošno v Egiptu pozne antike imamo neko bilingvalno kulturo. Pozno antični Egipt v tem času je bil pod rimsko nadvlado in poleg starega jezika, torej najmlajših razvojnih stopenj staroegipčanščine, ki potem preraste v kopščino, so seveda govorili tudi grško. In cela kultura je bila na nek način bilingvalna in to, kar je Jošt povedal, je seveda razumljivo. Torej, ljudstvo je govorilo egipčanski jezik, ki pa mu je dodajalo potem grške pojme, zlasti ko je šlo za kakšne težje filozofske, teološke termine. In skozi stoletja se potem razvije knjižna kopščina, še posebej intenzivno se je razvijala v samostanih, gnostičnih in manihejskih skupnostih. Zakaj ravno tam in kako je postala prestižni jezik 4. stoletja? Kopščina se nekako ima zametke v 2., 3. stoletju, ampak do razcveta pride komaj v 4. in 5. stoletju in tu je tudi veliki del zaradi tega, ker se samostanska skupnost začne v 4. stoletju. Pahomi zradi prvi samostan 320 in samostani postanejo nekako skupnosti, ne samo askeze oziroma meniškega urjenja, ampak centri učenja, kjer pridejo ljudje iz celega Egipta v bistvu se učiti. Nekako razcveti se z osebo, ki jo po imenu Šenute oziroma Šenut Veliki, ki je bil, lahko bi rekli, opat znamenitega belega samostana v zgornjem Egiptu. In Šenute je dal veliko pomembnost na izobrazbi in prevajanju grških tekstov v samo kopščino. Dobil je celo nalogo aleksandrijskega patriarha, da nekako usidra egipčansko identiteto s tem, da začne prevajati grške tekste v kopščino. Zakaj pa so tukaj še potem gnostiki in manihejci pa? Zaradi tega, ker v bistvu je bilo manihejstvo je bilo zelo popularno v Egiptu in potem se je dosti koptov oziroma takratnih Egipčanov spreobrnilo v različne gnostične struje oziroma manihejstvo in so začeli pisati v tem jeziku. In zakaj ravno v tem jeziku, ja? Zakaj je bil ravno ta jezik tako primeren za te skupnosti? Kopščina postane nekako, če gremo 1 stoletje naprej, z letom 451, ko se Aleksandrijska cerkev odcepi od cerkve imperija, torej kar danes poznamo kot vzhodna pravoslavna cerkev oziroma katoliška cerkev, je potem se zgodi neka potreba po utrditvi egipčanske identitete in to se zgodi smiselno preko jezika, ne? In potem zaradi tega se začnejo prevajati razni teksti v grščino in
se v tem smislu cerkev konsolidira v nasprotju z cerkev imperija. Ampak ta njena prestižnost koptskega jezika pa počasi skozi stoletja privede do tega, da začenja izginjati kot govorjeni jezik. Izgine med 8. in 11. stoletjem, se pa prav takrat utrdi kot liturgični jezik. V tej poti gre torej za neke politične, cerkvene, verjetno pa tudi demografske procese. Ja, mislim, takoj po, govoril sem o tej skizmi Kalcedonskega koncila, ki se je zgodila leta 451, ampak malo zatem, slabih 200 let kasneje, pride do islamske osvojitve Egipta leta 641 in takrat spet kopti vidijo to potrebo o utrditvi svoje identitete. Z islamsko osvojitvijo pride v bistvu do arabizacije Egipčanov, torej arabščina postane nekako javni oziroma lingua franca muslimanskega kalifata in potem kopščina počasi uhaja ven iz javnih krogov, ampak se ohrani kot liturgični jezik, kot to razumejo kot jezik svojih očetov, jezik svojih prednikov, ki so v tem smislu kontrastirani z Arabci, z muslimani. In tako postane v 11. stoletju bohajščina liturgični jezik koptske cerkve. Kopščina je zadnja razvojna stopnja egipčanskega jezika in kot taka je lahko ključ do staroegipčanskega jezika. Sliši se logično, pa vendar je bilo potrebno kar nekaj časa, da je bila kopščina odločilna pri dešifriranju egipčanskih hieroglifov. Kako je prišlo do tega dešifriranja in kako je to vplivalo na razvoj evropskega jezikoslovja, Jošt Martinčič? Res je v bistvu zato, da se je ta naveza med staroegipčanščino in kopščino potrdila, je bila v bistvu sprva potreba dešifracija hieroglifov, je pa že predtem obstajala hipoteza o tej navezavi. Med drugimi je vanjo verjel tudi Champollion, ki je seveda tisti, ki je leta 1822 končno uspešno dešifriral hieroglife. Si pa je res pri tem pomagal tudi s kopščino, kot tudi že drugi pred njim je v kopščini predvidel neke slovnične strukture, ki bi jih lahko preslikali tudi na staroegipčanščino, če jo vzamemo kot njenega prednika. Prav tako je predvidel neko podobno strukturo posameznih besed. Ja, kopščina je zadnja razvojna stopnja egipčanskega jezika, vendar pa njena izgovorjava ni oblikovana po starem egipčanskem sistemu, ampak po sodobni grščini, s katero po eni strani nima veliko skupnega, ne? Ja, v bistvu nima veliko skupnega na neki genealoški ravni, ima pa seveda zelo veliko skupnega kulturno. V resnici do te današnje, lahko rečemo grške izgovorjave, boharskega specifično dialekta, gre za cerkveno izgovorjavo, pride v 19. stoletju, ko naj bi se dogajali neki pogovori o potencialni združitvi koptske in pa grške pravoslavne cerkve, ki, kot vidimo danes, niso bili izpeljani, ampak je znotraj teh pogovorov v bistvu eden od predlogov bil v bistvu standardizacija izgovorjave, ki pa je za svoj model v tem okolju pač vzela sodobno grško izgovorjavo. Koptski jezik se kontinuirano uporablja kot liturgični jezik v koptski cerkvi. Kako živi ta jezik koptske skupnosti v Egiptu in diaspori danes, kako ohranjajo svojo jezikovno dediščino in kako jo nenazadnje doživljajo, verjetno kot sveti jezik, kot del identitete, pa tudi kot zgodovinski spomin, dr. Ciglenečki. Zanimivo je, da je odnos
koptov do kopščine v resnici odnos neke etnične skupnosti do nelastnega jezika. Ne. V današnjem času kopti govorijo arabsko, torej arabščina je njihov materni jezik, so pa seveda preko cerkve in vseh teh institucij povezanim v stiku z številnimi koptskimi napisi, s koptskimi molitvami in ravno zato ima ta jezik za njih neko simbolno in identitetno funkcijo. Kopščina je danes še vedno prisotna v liturgiji, če gremo v koptske cerkve, recimo jaz sem se prvič neposredno srečal s kopščino pri liturgiji, ko sem v Münchnu in pozneje v Parizu obiskoval koptske cerkve. Skratka, v liturgiji je večina stvari sicer v arabščini, ampak je pa ogromno nekih molitev oziroma vmes so vključene določene molitve v kopščini in v grščini. In to je neka zelo posebna situacija, ko na nek način liturgija, se pravi obredje cerkve, odseva vse zgodovinske faze Egipta. Torej kopščina kot naslednik staroegipčanščine, potem grščina kot nekaj, kar izhaja iz helenističnega in potem bizantinskega Egipta in potem še arabščina po letu 641, ko pridejo Arabci, se Egipt postopoma arabizira in začnejo govoriti arabsko. Vse to nekako odseva v sami koptski liturgiji. In to je res neko posebno doživetje, tudi če ne razumeš arabsko ali pa koptsko, ne gre samo za neko sporočilnost, ki jo ta jezik nosi ali pa te trije jeziki nosijo, ampak gre za neko atmosfero, gre za nek ritem, nek zven, ki dušo na nek drugačen način odpira Bogu. In ravno zaradi tega se nad koptskim jezikom navdušujejo po različnih koncih sveta. Tudi v Ljubljani, o tem pa v prihodnji oddaji, ko bomo govorili o tečaju koptskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Gostje oddaje so dr. Janci Glenečki z odseka za egiptologijo in koptologijo Centra za bližnjevzhodne študije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Jošt Martinčič, študent drugega letnika magistrskega študija primerjalnega jezikoslovja in francistike, ter Dominik Krapeš, ki na Univerzi Ludvika Maksimiljana v Münchnu na izmenjavi študira kopščino na tamkajšnjem Inštitutu za egiptologijo in koptologijo. Oddajo je tehnično izvedel Miha Klemenčič, vodil sem jo Aleksander Čobec.